Hej, hej, dragi moji. Dobrodošli na našem brezplačnem webinarju, brez maske. Bi želela samo povratno informacijo, če se v redu slišimo in vidimo, če mi lahko nekdo napiše. Hvala, hvala. Lep pozdrav vsem skupaj. Poznate me že, kolikor me čutite. Danes bomo slekli popolnoma vse, kar mi nismo. Šli bomo v to, da nikamor ni treba iti, da se ni treba spreminjati, da se pravi, razbijali bomo iluzije, kaj ni resnično. In mogoče vas na tem mestu povabim, da tudi sama sem malo bolj ne toliko osvetljena, ko sem ponavadi, da mogoče očke zaprete, da ne da boste vi poslušali, da za trenutek izgubite sebe. To eno urico, urico pa pol, odvisno, kam nas bo peljalo, vas prosim, da za trenutek, za teh 10, 20, 30 minut, časa tako ni, pustite za seboj preteklost in pustite za seboj prihodnost. Okej. Bodite v trenutku zdaj, ki je edini resnični. Zakaj toliko trpimo? Zakaj nas toliko boli? Zato, ker nas ego pelje v prihodnost ali v preteklost. Tu mi pišejo, Vanja, daj majčkeno poglej, ljudje ne morejo noter priti. Tu so punce iz moje ekipe zraven, bojo že zrihtale. Okej, tako je popolno. In to si zapomnite, vse je popolno. To se spomnite, ne da si zapomnite. Nič več si ne rabite zapomniti, zaradi tega, ker že vse veste. In vse že znate. In dragi moji, vsi talenti so v vas, popolnoma vsi talenti. In vse, kar mislite, da ste, je samo zgodba, ki vam jo vaš ego pripoveduje. V resnici sta tudi ego in tišina. Tudi to ni res, da onadva sploh obstajata. Za trenutek pozabite, kako vam je ime, kakšne so vaše vloge. In zdaj vas tu vabim, da dodobra pretresete svoje telo. Se pravi, ta vaja, jaz zdaj sedim, okej, ta vaja tresenja 1 minuto na dan in da se tapkate po svojem telesu vse povsod, bolj močno, to prebudi vaše bitje, vašo resnico. Okej. In dodobra se stresite, da lepo energija steče. Naredite to vajo, ker vas zaznavam in je čutiti zelo močno napetost, okej. In če želite, da prodrem do vas noter, pol rabite zdajle pretresti svoje telo. Okej. Kar tresite. Pa se fokusirajte na dihanje. Vdih, izdih. Lahko kamere izklopite, lahko se vidite, to sploh ni pomembno. Okej. V redu, super. Zdaj vas pa vabim, da par
globokih vdihov naredimo skozi ženske, skozi nožnico, tam je naš izvor življenjske energije. Tam noter vas vse čaka. Okej. Se pravi, moški pa čez moda, čez penis dihate. Se pravi, globok vdih. Zamislite si, da vlečete vase belo svetlobo, da se prižgete, se pravi v nožnici, v modah, rabi ves čas biti prijetno toplo in prijetno rabi ščemet. Nima nobene veze s spolnostjo, ampak to pomeni, da ste prižgani. Tam not je življenjska energija. In naredite še to, par vdihov. Okej. Okej, super. Se pravi, kako vam je ime? Kje ste v službi? Koliko imate certifikatov? Koliko imate diplom? Koliko imate let? Kako imate izgled? To so samo oznake. To ne pomeni popolnoma nič. In to bomo zdaj spustili. Ker dihate. Okej. Kaj mislite? Pa mi lahko napišete, bom zelo vesela, če z mano to podelite. Kdo ste bili, kdo si bila, kdo si bil, preden si dobila ime? Kdo si bila, preden si postala žena? Kdo si bila, kdo si bil, preden si postal direktor? Kaj mislite? Lahko napišete, ali pa kaj čutite? Zdaj bomo nehali misliti. Kdo ste bili, preden ste dobili ime? Lahko podelite z menoj. Kaj sem ga zdaj nekaj? Okej, nekaj sem pritisnila. Lučka. Okej, super. Kar pišite, kar vam pride. Prosim, ne omejujte se. Zdaj gremo duša. Okej, ni narobe, ni prav. Dragi moji, dajte ven iz sebe. Energija, super. Kdo še? Kaj še? Kaj bi še rekli? Duša, energija, lučka. Okej. Zavest, super. In a mislite, ljubezen, svoboda, ljubezen, super, hvala. Materija, okej, kakorkoli. Se pravi, to ste vedno še. To ste vedno še, srčki moji, samo pozabili ste. Samo pozabili ste, kdo ste v resnici. Spite. In danes vas bomo pošteno prebudili, okej. Danes bomo posejali seme absolutne resnice. To, kar je tudi Viktorija povedala v svoji knjigi, v Viktorijinih skrivnostih, v knjigi, ki sem jo jaz zapisala samo. To vse, kar je v Viktorijinih skrivnostih, veste tudi vi. To ni nič mojega. Okej. Ljubezen. Ja. In vse to ste. Zavest, ljubezen, vse to ste. To ni nikamor izginilo. In ničesar vam ni treba doseči. In ničesar na vas ni treba spremeniti. Ker vi to ste že, kar ste zdaj zapisali. Ljubezen, mir, duša, energija, zavest. Vi to ste že. In če ste vi to bili, predno ste dobili ime, predno ste dobili nazive, diplome, certifikate, vloge, ja, to ni moglo nikamor izginiti. Vse samo je. In kdo išče razsvetljenje? Kdo išče prebujenje? Kdo kar naprej nekaj išče, pa spreminja? Zapišite, prosim, vaš odgovor. Ker bodite aktivni. Kaj menite? Kdo kar naprej nekaj išče? Kar naprej nam govori, da nismo dosti v redu. Kar naprej
se nam ponuja ego, super. Kar naprej se nam ponuja 100.000 programov, mentorstv, coachinga. Mi sami, ok. Se pravi, naš ego misli, ja, nič vam ni treba doseči. Vi ste že razsvetljeni, vi ste že zavest, vi ste že ljubezen, vi ste že globok notranji mir, vi ste že sočutje. Ok, naš ego, vse, kar ste zapisali, pa skozi nekaj išče, skozi želi, da bi mi bili drugačni, skozi nam govori, da rabimo nekaj spremeniti, da se rabimo nekaj na novo naučiti, da rabimo iti še v en program, da rabimo še enega spremljati in bolj se blešči, več ima ta oseba kapitala, boljše ima avtomobile, lepše odnose, kot nam predstavlja, da jih ima, bolj ko sebe poveličuje, kak so v njej ves čas metuljčki in je vse lepo in prav in je pravljica, bolj rinemo tja. Ok, kdo rine? Kaj mislite? Kdo se hoče to nafilati? Kaj menite? Ne mislite? Mislite, ja. Kdo je to? Ko nas pelje tja, da smo mi premalo in da rabimo neko rešitev. Super, super. Hvala, da si to delila. Ja, kolektivno se vse zbuja, ampak nič se ni treba zbuditi, ker nikoli ni nič zaspal. Ok. Se pravi, naš ego, nas spet pelje tja, da mi nekaj rabimo. Ok, podzavest, super. Se pravi, programi nas peljejo tja, čeprav v resnici čisto nič ne obstaja. Ok. Ampak na tem mestu bi vam rada to povedala. Ok, se pravi, nenehno iskanje pomeni, kaj pomeni? Nenehno iskanje nečesa pomeni, da verjamemo, da nam nekaj manjka. A v resnici nam nič ne manjka. Vse veste, vse znate. Če pa nas nekam pokliče, o tem sem se zdajle z eno gospo pogovarjala pred temle webinarjem, kako vemo, ali je ego, ali je ali delamo iz pomanjkanja, ali delamo iz tega, da nekaj rabimo, da še rabimo se nekaj naučiti, še nekaj spremeniti. Potiho te kliče nekaj, pojdi tja in takrat, ko si poklican, da greš nekemu učitelju, mentorju, na neko delavnico, v nek program, kamorkoli, takrat to poteka potiho, ti je ta informacija dana in slišiš jo v tišini ali pa na kaki masaži ali pa na sprehodu. Ok, takrat jo slišiš in ko ti meni zdaj recimo ena šamanka, ne, si bom zdaj izmislila ime, da ne bo, se pravi, me skozi kliče, pojdi Hani, pojdi Ani, Ana pod tušem, Ana tam, ampak moje stanje, ko mi ta Ana pride v misli, fizično, telesno se ne spremeni, se pravi, to je tista prava informacija, ko si klican, da greš nekam po izkušnjo. Ok. In temu klicu je pa potrebno slediti. In nima veze z egom, nima veze, da meni nekaj manjka, nima veze, da še jaz nekaj rabim, nima veze s tem, da se še jaz moram nekaj naučiti. Ok. Vanja, lahko pogledaš, kaj se dogaja, ljudje ne morejo not na Zoom. Drugače boste tako vsi posnetek dobili, ampak vseeno. Se pravi, ta iskalec
ko vam skozi nekaj govori, da ste premali, da se morate še nekaj naučiti, še eno knjigo prebrati. Ta iskalec ne obstaja v resnici. V resnici ne obstaja. In resnica, dragi moji, ni nekje v prihodnosti. Ni, resnica je tukaj in zdaj. In v vsakemu od vas je že. V popolnoma vsakemu od vas. In iluzija je pa, da rabimo skozi nekaj popravljati, da rabimo skozi, ta je dobra, spreminjati misli, da jih rabimo skozi nadzorovati, da jih rabimo skozi kontrolirati, da ostajajo pozitivne, da ostajajo negativne. In smo že zmešani vsi skupaj od tega. Nič od tega ni res. Okej. Ko se boste vi usedli, pa boste rekli, okej, tukaj sem, zdaj bom pa samo opazoval svoje misli. To pomeni predaja, padec ega, uma, kaj moreš. Vse, kar je moreš, je ego, ko ti govori, da nekaj moreš. Da moreš iti v službo, da moreš pospraviti točno zdajle, da moreš to, da moreš to. To je še vse kontrola. Okej, se pravi, zdaj se boste pa usedli, pa boste rekli, tukaj sem in zdaj misli naj divjajo, kakor hočejo. Ampak jaz jih ne bom več spremenil. Ne bom. Dosti sem se matral, nič nisem s tem dosegel. Misli samo so. Ego, pa spet da predznak, da je misel dobra, da je misel pozitivna, da je misel slaba, da je misel negativna in tako naprej. Okej. Od danes naprej jih bomo pa samo opazovali. Vi ste v vlogi opazovalca in opazujete svoje misli. Kaj se zgodi, ko samo opazujete? Ste v trenutku zdaj, sprejemate, sprejemanje je ključno, ne odrivanje, ne zamenjava, ne popravek. Sprejemam. Vse samo je. Naboj je 0, se pravi 0 sodbe, da je kaj dobro ali slabo, da je kaj pozitivno ali negativno, to je izmišljotina. Vse samo je. In je popolnoma preprosto. Opazujem svoje misli. Ne dajem jim predznaka, ne predalčkam jih v dobre pa slabe, ampak jih samo opazujem. Okej. Ko jaz sprejmem vse, takrat se raztopi, takrat sem to, kar sem. Ne po potrebi, da rabim nekaj spremeniti, doseči, popraviti. Okej, koliko smo verjeli, da smo narobe, da se rabimo popravljati. Koliko pa verjamete, če vam zdaj jaz rečem, da taki, ko ste, se popolni. In lepo vas prosim, to smo se danes s prijateljico smejale pred webinarjem, vsaka edino sporočilo, ko bi ga lahko danes dala, ker vse to, kar vam zdaj nabijam in govorim, spet vaš ego hoče. Vi vse veste. Edino sporočilo, ko bi lahko danes se vklopila na tale webinar, bi rekla, dihajte, vse že veste, vse že znate. Pa. In bi lahko bilo konec. Dihajte. Imate krasne dihalne tehnike. Če nimate YouTubea, ali to ga ima že danes vsak, ali Wim Hofa, ali unga, breathing napišite, dihalne vaje, dihite. Z dihanjem se povezujete s tem
s to resnico v vas. Kaj se dogaja? To življenje, ko ga vi vidite, je iluzija. Okej. Zdaj pa, kaj se dogaja? Vi gledate v en ekran, eno veliko televizijo, ali prepire s sestro, ali nekaj se z otroci dogaja, ali v partnerstvu, whatever. Zgodbe si izmišlja Resnica ve, v resnici je vse jasno. In nobeno čustvo, ko ga takrat čutite, ni resnično, ker pri meni na terapijah, ko gremo res v globino pogledat, kdo si v resnici, doživite, izkusite, se spomnite te enosti. In takrat veste, da to, če si mislil, da imaš otroka rad, sploh ni res. Takrat doživite, kaj je ljubezen in kaj je mir in kaj je sočutje. Zdaj samo mislite, da veste, kaj to pomeni imeti rad otroka. Ljubezen, enost, ljubezen ne sodi. Ljubezen nima svojega v absolutni resnici, kamor zdaj počasi prehajamo. Ljubezen nima svojega otroka rajši kot sosedovga. Ljubezni je vse enako. Vsakega človeka ljubi enako. To je enost. Okej, brez pogojev, brez sodb. Ampak to rabite doživeti. Jaz vam lahko zdaj ne vem, kaj tu zdaj še 3 ure nakladam. Tako da, če vas bo poklicalo, ste dobrodošli. Da vam držim prostor, nič druga. Tudi jaz grem svojemu terapevtu, ko se zaciklam. Ker me pokliče to. Dobrodošli, da pridete izkusiti to enost in resnico tudi preko terapij. Pa ne bom zdaj tu nič ne prodajam, danes imamo, ampak samo povem vam, omenim vam, ne. Se pravi, smo rekli, da resnica ni v prihodnosti, je tukaj. Naj vam trenutek zdaj postane najbolj svet trenutek. Okej. Trenutek, ki ga, tole si moram dati malo na manj, trenutek, ki ga najbolj spoštujete, naj bo trenutek zdaj. V trenutku zdaj, dragi moji, ni trpljenja, ni bolečine, ni strahov, ni ljubosumja, ni ničesar. In zato je trenutek zdaj najbolj svet trenutek. Ker ko sem kdaj trpim, kdaj sem v bolečinah, takrat, ko se s čustvi vpletem v zgodbo, takrat trpim in me boli in sem žalostna. In sem v nemoči, in sem v obupu, in sem v pomanjkanju. In ta čustva so vsa iluzija. Ko pa sem v trenutku zdaj, zdaj sedim, zdaj nisem, kako bo jutri to pa to ne vem, v službi. Zdaj sem tule. To je pa treba pri nekaterih 100-krat povaditi, pri nekaterih je dosti enkrat, pri nekaterih 1000-krat, povaditi trenutek zdaj. Da ga nazaj osvojimo. Kdaj ste bili v trenutku zdaj? Ko ste se rodili, ko ste bili otročki. Niste razmišljali, koliko bojo položnice plačane, vseeno vam je bilo tam nekje do 3. leta. Če bi mama umrla. Vi ste takrat živeli to enost, to lučko, to zavest, to ljubezen. Okej. Tam ni bilo bolečine, ni bilo trpljenja, takega, ko ga poznamo. In zato vse to je v nas, nikamor ni izginilo. Ampak, ko se čustveno vpletemo v film, v dogajanje, v zgodbo, smo pa pečeni.
Od tega tudi, ok, bomo šli na to kasneje. Ko se rečete, jaz sem žalostna, mene boli, jaz sem bolana. Ne, vi v resnici ste zdravi in ste ljubezen in ste mir. Pika, to je absolutna resnica. Vse ostalo je iluzija. To je tako, da rečete, jaz dežujem. Ne, dežuje odzunaj, jaz sem pa tu. Dežuje, vzunaj dežuje. In zdaj naprej boste vse samo opazovali, ne odrivali več, pa ne mene boli. Občutim žalost, nič več odrivanja, nobenega čustva. Občutim žalost. Ok, kje jo čutim? V prsih. Ok, kaj dela ta žalost? Tišči, boli. Ok. Zdaj jo pa samo opazujte. Samo opazujte jo. Ključen trenutek. Ok, slišim te, vidim te, sprejemam te in čustvo se raztopi. To je to. Vadite opazovalca vsega. Se pravi, vse, kar se izven nas dogaja, to zdaj že skozi poslušate, je igra. Je nek film, kot da vse poteka na enem velikem big screenu, na eni televiziji. In ko mi rečemo, to je pa preveč za mene, jaz ne zmorem več, jaz sem v nemoči. To je tako, da bi televizija govorila, takrat, ko se dva na ekranu tepeta, jaz ne morem več, tega prizora, to pa ne bo. To pa ne. Da se ona dva kregata, da gresta narazen, da je ono prevaral, to se pa na televiziji ne bo gledalo pa poslušalo. Tega jaz ne morem kot televizija. Vi ste samo televizija. In film se suče in vi se zato ne spreminjate, samo gledate ta film. Opazujete to zgodbo, ki se dogaja na televiziji. Ne se čustveno vmešavati, ker ta čustva so iluzija. Ko se vmešamo, pomeni, da smo šli v preteklost ali v prihodnost, pademo iz trenutka zdaj in nas boli, trpimo, smo žalostni. Ok. In še nekaj, nič ni narobe. In ta krivda, ko nam je bila tako vsiljena, in slaba vest. Vse je točno tako, ko rabi biti. In kaj čutite, ko vam to rečem? Mir, če mi verjamete. Oziroma, če verjamete sebi. Ni treba meni nič verjeti, vi imate sebe. Nobenega ne rabite. Ko imaš sebe, imaš vse. Ok. In kdaj nastopi resnična svoboda? Napišite mi malo to, da mi ne zaspite. Kdaj nastopi resnična svoboda? Kaj menite? Kdaj nastopi resnična svoboda? Kaj bi rekli? Ko se misli umirijo. Ok, kaj še? Hvala. Ko sprejmeš vse takšno, kot je. Ko ne verjamem več mislim in mojemu egu. Ko pazimo na svoje misli. Ok. Kaj, če vam rečem, da nehajte paziti? Da nekaj rabiš paziti, je kontrola. In to je iluzija, to je delo ega uma. Nič ne rabite paziti. Vse samo je. Paziti rabite takrat, ko mislite, da morate nekaj spreminjati, da nekaj ni v redu, da je nekaj narobe. Če sem vam ravnokar rekla, da je vse točno tako, ko rabi biti.
Resnična svoboda, dragi moji, nastopi, ko nehate z borbo, ko se nehate boriti proti čemu, ko se nehate boriti, da bi bili zdravi, ko se nehate boriti, da bi imeli pozitivne misli ali pa ne vem kako, se nehate boriti, da rabite karkoli popraviti, spremeniti. Takrat nastopi svoboda, ko se nehate boriti. Ko se spomnite, da vse samo je in nima nobenega pomena. Ko vstopite v vlogo opazovalca in samo opazujete dogajanje, brez da se čustveno noter mešate. In ko ga opazujete, opazujete bolečine, opazite vašo bolezen, opazite vaš strah, ste v trenutku zdaj in to sprejemate. In zato se to samo od sebe raztopi. Okej. Kaj mislite? Kdo ste brez vsega, kar ste kadarkoli verjeli v sebi? Napišite mi. Kaj mislite, kdo ste? Kdo ste brez vsega, kar ste verjeli v sebi? Pa malo zaprite oči. Kdo si brez vsega, kar si kadarkoli verjela v sebi? Kdo? Pozabi na svoje ime. Pozabi na svojo preteklost. Pozabi na svojo prihodnost. Pozabi na svoje telo. Vse pozabi. Kaj ti ostane? Kdo si? Lahko odprete lučke pa mi napišite. Ljubezen, svoboda. Bitje. Mir, ljubezen. Mogoče se zdaj ego upira, ampak to nisi ti. To nisi ti. To nisi ti. Okej. Opazujte glas v glavi. Misli v glavi. Kdo je tisti, ki te misli posluša? Kaj menite? Gremo se malo poigrati. Se pravi, slišite neke glasove v glavi. Vidite ali pa, ne vem, zaznate neke misli v vaši glavi ali pa kjerkoli. Kdo je tisti, ki zazna misli? Kdo je tisti, ki sliši glasove? Kaj menite? Moj ego. Se pravi, zdaj tu sedimo ali ležite, karkoli, nekaj poslušate. Duša. Kdo je tisti, ki sliši glasove v glavi? Kdo je tisti, ki opazi misli? Kdo je tisti? Če vi opazite, kdo je ta jaz? Jaz. Kdo je jaz? Resnična jaz. Kdo pa je neresničen jaz? Notranji jaz.
Zavest. Dragi moji, ni ločenosti. Ni ločenosti. V resnici ni ločenosti. Kdo je tisti, ki sliši misli? Ali pa opazi misli? Kdo je tisti, ki sliši glasove? Ali pa, okej, kdo je tisti, ki sliši glasbo? Kdo je tisti, ki zdaj mene sliši? Se pravi, če slišite moj glas, če slišite vaše glasove v glavi, pol niste vi ta glas. Vi niste svoje misli. Vi niste svoja bolezen. Vi niste svoja bolečina. Vi niste svoje trpljenje. Vi ste tisti, ki to opazuje. Okej. Se pravi, ste opazovalec. Ti si ta, ki to opazi, ki to opazuje. Okej. In dajmo to zdaj podreti. Ni višjega jaza, ni nižjega jaza, ni vibracije, ni frekvence, ni nič, kar do danes veste. In vse rabite pozabiti, kar ste do danes prebrali pa se naučili, če hočete priti do sebe. Sebe pa niste nikoli izgubili. Nikoli niste izgubili ljubezni, nikoli niste izgubili zavesti, v resnici ste zdravi, v resnici ste ljubezen in mir, ampak ne taka ljubezen pa mir, ko jih mogoče zdaj poznate, okej, malo drugače je to vse skupaj. Bodite samo to, kar ste v resnici, opazovalec. Ego, sodi, da nekaj ni v redu, da je nekaj treba popraviti, da je misel negativna, da je misel pozitivna. In tu se zaciklate, ker padete not v zgodbo, vas posrka. Srkalo vas bo tako dolgo, ker boste še hoteli biti v dreku. To je to. Ampak ko ozavestiš enkrat, pa rečeš, okej, se tako nekako čudno počutim, 3 dni sem se zdaj ciklala v eni in isti zgodbi. Lahko bi pa samo opazovala vse skupaj. Ne pa se čustveno vmešala. Okej, vse je točno tako, ko rabi biti ta trenutek. Resnica ni to, kar ste mislili, da je. Ali pa kar mislite, da je. Dobro me zdaj poslušajte. Ni ekstaze, če jo čakate. Ni nekega posebnega občutka. In ni neke, bomo rekli, ekspanzije. Tu piše ena oseba, ne bom danes poimensko, ko je v mojem programu, ko je to izkusila, ker tisto, ko se vpiše v moj program, mu vsake 4 mesece sprejmem samo 5 ljudi, nikjer ne promoviram tega, ker se vedno napolni in pol s tistimi 4 ljudmi delam 4 mesece, s 5 ljudmi 4 mesece in imajo izkušnjo tudi tega, kar vam govorim, ker zdaj vam samo govorim in spet ne boste imeli pojma, kaj je enost ali pa kaj je zavest, dokler to ponovno ne izkusite, okej, da se spomnite. In tako, ko je zapisala, ni besed, to je drugačen občutek, kakor ste ga bilokdaj zavestno doživeli. To je v tej enosti, to je taka lepota, to je taka milina, to je tak mir,
Tam not ni sovražnika, čeprav si ga 5 minut nazaj imel. Tam not je sočutje do vsega in vsakogar. Tam vidiš, da smo vsi med seboj prijatelji in to najboljši prijatelji. Tam not ni prostora za sovraštvo. Tam not ni prostora niti za bolezen, niti za trpljenje, za nobeno bolečino. In to izkusijo osebe, ne, zdaj, ko je napisala ta gospa, ko je v mojem programu, ko so v programu oziroma ko delamo pol 1 na 1 te procese. Zakaj vam pravim, da ste že ves čas, okej, čas je iluzija, čas kot čas ne obstaja, ampak ves čas ste že v absolutni resnici. Ves čas ste že zavestni, ves čas ste že prebujeni. Ampak to je toliko preprosto, bolj preprosto, kakor ko vas lulat pritisne, pa greste lulat. In zato to spregledate, ker je tako simpel. Nič ni tako simpel kot to. Ko vse odpade, ko se ne boriš več z ničemer, ko samo si ti tukaj, zdaj. In to je vse. Tako sem vam na začetku rekla. Če bi bilo res čisto brez maske tale webinar, bi se javila, pa bi rekla, dihajte, vse že veste, vse že znate. Ker je to res. In to lahko tudi v moji knjigi preberete, ki je tak priročnik s 333 mislimi in ga vsak dan odprete, da se spomnite, kdo ste v resnici. Ja. Zdaj bomo pa. A ste za to? Verjetno ste. Da gremo po izkušnjo absolutne resnice. Zapišite mi, prosim, če ste za to. Ste za to? Da. Vanja, kako smo časovno, mi napiš, prosim. Seveda smo. Okej. Ne morete izkusiti, ker to ste že, okej. Ampak okej. Zaprli boste oči. Udobno se namestite. Se pravi, to je tudi ena izmed budelaščin. Da rabite ležati, da rabite sedeti, da rabite. Pa lahko enkrat, prosim, za spremembo naredite tako, ko vi veste, da vam paše. Ne tako, ko Nataša pa Jožica pa Ana rečejo. Če vam paše na glavi stati, stojite na glavi. To ste vi, vaš položaj za dihalne vaje. Okej? Zato vam pravim, ko imaš sebe, imaš vse. In v mojem programu dobite sebe. Ker se nikoli niste izgubili. Vam samo pokažem, peljem vas do tja. Parkrat globoko vdihnemo. Spremljamo vdih. Pozabite zdaj na vse. Spremljamo vdih. Zdaj boste za 2 minutke. Tam mi svetloba mi moti.
pozabili na vse. Dihajte v svoj izvor. Zaprite oči. In samo vdih, izdih. Ničesar vam ni treba narediti. Tako, ko ste, je okej, ni prav pa narobe. Samo vdih in izdih. Vdih v izvor. Izdih skozi usta. Vdihnemo v nožnico, v moda pri moških, da prižgemo našo življenjsko energijo. Pusti vse, kar misliš, da si. Samo spustite, samo zamislite si, kako vse leti ven iz vas. Nič niste. Niste odvetnik, niste mama, niste kuharica, niste nič niste. Prazen prostor. Pozabite svoje ime. Pozabite, koliko ste stari. Pozabite. Ta trenutek pozabite, ker ni pomembno. Ni pomembno. In ta trenutek pozabite na vse svoje težave. Umiri se, umiri. Ti si mir. Umiri se. Sfokusiraj se na svoje srce. Začuti bitje svojega srca in umiri njegov ritem. Samo umiri ritem srca. Zmoreš to. Telo diha samo. Srce bije samo. V enosti ne dihaš ti. V enosti, v resnici. Tebi ni potrebno nič več narediti. Ko spustiš vso kontrolo, ko spustiš vse moram, ko spustiš popolnoma vse, vse samo pride do tebe. Misli prihajajo in odhajajo. Ampak ti jih ne potrebuješ. Samo so. Pridejo in odidejo kot nežen vetrič. Komaj opazen. Ti si nebo. Misel je samo oblaček na nebu. Ko izven tebe divja nevihta, jo samo opazuj. In spomni se, da si ti mavrica. V resnici si mavrica, si čudež.
prepojen z najlepšimi nežnimi barvami miru, sočutja, spokojnosti, ljubezni. Nič ne potrebuješ, si že vse in si popoln, popolna. Ti si mavrica, ki opazuje oblake na nebu. Ti si mavrica, ki opazuje misli. Ti nisi tvoja misel. Ti si mavrica, ki opazuje svojo žalost. Ti si mavrica, ki opazuje bolezen. Ti si mavrica, ki opazuje strah. To nisi ti v resnici. V resnici si mavrica, ki samo opazuje vso dogajanje. Misli, bolečino, žalost, trpljenje. Vedno se spomni, da si v resnici mavrica. Mir, ljubezen, sočutje, razumevanje. Ko ti postane vse eno, se vse reši. In takrat ugotoviš, da ni bilo kaj za reševati. Ker v resnici je vse samo je. In v resnici ne rabiš rešitev, ne rabiš nobenih metod, ne rabiš nobenih korakov, ne rabiš nič. Ker vse že imaš in vse že si. In vse že veš in vse že znaš. Kdo je tisti, ki opazuje misli? Kdo je tisti, ki opazuje občutke? Kdo je ta, ki vse vidi, a ostaja nespremenjen? Kdo je to? Če vse odpade, kdo ostane? Ostaneš samo ti. Ne tvoja zgodba, ne tvoji porazi, ne tvoji uspehi, ne tvoj denar, ne tvoje diplome. Ne tvoje vloge, nič. Ostaneš samo ti. Ostane samo čista prisotnost. Ti si to. Ti si to. Vedno bila. Vedno si in vedno boš. Vedno. Si večna in neskončna.
Nikoli se nisi rodila in nikoli ne boš umrla. Samo si. V tej resnici ni prostora za strah, za bolečino, za trpljenje, za bolezen. V tem prostoru samo si, nakar še prostor izgine. Ničesar ti ni treba doseči in nič ni izgubljeno. Ničesar se ti ni treba naučiti. Ničesar ti ni treba popraviti. Vse veš in vse znaš. Samo si. Samo si. Zdaj počasi, čisto počasi. Odpri oči. Čisto počasi. Odpri oči. Nežno poglej okoli sebe. Čisto nežno poglej okoli sebe. Vse, kar vidiš, se spreminja. Vse se spreminja. Toda ti ostaješ. Brez maske, brez iluzije. Samo to, kar si v resnici. Kako ste? Kako je bilo? Orenk je bilo tole, kar močno. Meni je slabo, občutim slabost. Danes pijte veliko vode. Vsi boste, lahko mi napišete, kako je bilo vam, če ste kaj, če se je kaj premaknilo, čeprav se nima kaj za premakniti. Malo opišite izkušnjo. Super. Mene je paraliziralo, nisem čutila več teles. Bravo. Globoko nežnost in mir. Popolnoma umirjen. A vidite, da nič ni treba. Nič. Srčki moji. Samo v trenutku zdaj. Hvala. Umirjena totalno. In nisem vam nobenega orodja dala. Nič vas nisem na novo naučila.
Nič vas nisem popravljala, globoki mir. Odvzela sem vam vse, kar niste. In za trenutek ste vse pozabili, kar mislite, da ste. In s tem, da nismo nič, iz tega pride največja globina. Iz tega se rodi mir in ljubezen. In vsak začne pri sebi. Zadnjič sem delila objavo. Ko srečate, narekovajih, pravega učitelja, mu sledite. Ne postati odvisni od njega. Ker tudi, kako bi ti rekla, razsvetljen učitelj, ajde, vas ne bo delal odvisnega od njega, delal vas bo samostojnega, da nikoli več ne boste rabili nobenega. Ne članstva, pa še to rabiš, pa še to rabiš, pa še to rabiš. Še bolj globoko gremo na meditacijah, ki jih jaz ponujam za borih 18 evrov. Zdaj bo 27. naslednja, boste v mailu dobili, se lahko prijavite. Rečem meditacija, ampak to je proces, dragi moji. To je proces spominjanja. In mogoče 5 ljudi v celi Sloveniji. Jaz do zdaj poznam 2, recimo, ko znata tak prostor držati, ali kaj bi to rekla. Mogoče sebe štejem tu zraven noter, ampak ne skozi ego. Če želite izkušnjo tega, pridite na kako mojo meditacijo, vsakemu je dostopno. Čisto vsakemu. Za vas jih delam. Ne boste me videli v oblekah modnih kreatorjev. Ne boste me videli z make-upom. Ne boste me videli v novem BMW-ju. Ne bom vam tega dala, ker imate že vse. Lahko vam dam pa izkušnjo tega, kar ste v resnici. Zakaj? Ker sem jo sama doživela. Ko sem šla v to svetlobo, kar piše v moji knjigi. In če ste v tem trenutku kdo od vas začutil nekaj, neko tišino, neko globino, neko resnico, potem že veste, da ste na neki čudoviti poti. Ampak se bo želel ves čas vračati nazaj iz tega, kar ste zdaj doživeli. Ves čas, ves. Nazaj v zgodbe, nazaj v bolečine, nazaj v bolezni, nazaj v iluzijo, nazaj v strahove. In tudi to je okej. V redu? Tudi to je okej. Če pa želite to ohraniti in poglobiti, pa lahko potrkate na moja vrata. Če čutite, ne da mislite, da rabite. Ne gre za učenje, ne gre za metode, ampak gre za čisto resnico. In ta prostor, ta vrata, ni za tiste,
ki še karkoli iščete, ampak je za tiste, ki ste pripravljeni videti. In če čutite, če kdo od vas čuti, da je to zanj, potem vabljeni, da vstopite skozi ta vrata, v ta prostor. Če pa želi kdo od vas še globje izkusiti to, kar smo danes majčkeno odkrili, to ljubezen, mir, vas pa vabim na meditacijo. Ker bo vse to, kar ste danes slišali, tudi neposredna izkušnja. Izkušnja šteje, dragi moji, iz glave v telo. In vse, kar ste danes slišali, zato ne obstaja nek koncept. To je resnica. Veliko, veliko, veliko bi vam lahko še napisala. Pa bi vam lahko še povedala. Ampak danes sem vam želela odvzeti vse, kar veste. In vse, kar mislite, da ste. Nič vam ni treba več iskati. Nikoli več se vam ni treba spreminjati. Nikoli več vam ni treba nobenega programa narediti, nobene knjige prebrati. Nikoli več vam ni treba v nič dvomiti, nikoli več vam ni treba nič analizirati. Vi ste že vse in popolni ste točno takšni, kot ste. Ta trenutek. Vse, kar potrebujete, je že tukaj. Vse. Če vas karkoli več zanima, če bi radi šli, bomo rekli, še globje, zdaj v 1,5 ure tudi se ne da, zdaj ne vem kaj, bomo še delali te brezplačne webinarje, pa mogoče še kaj. Tako da jaz verjamem, da se srečamo, da še kje kako rečemo, če me kje vidite, me pocukajte za rokav, bom vesela, pa lahko gremo na kako kavico. Lepo je, ko si sam to, kar si. Brez mask, brez vlog, brez potrebe, da nekaj moreš. In iz tu ven nastajajo največje mojstrovine, ker šele tu, ko ti ne deluješ, resnično deluješ. Se pravi, ko ne deluje, kaj vse moraš, nastane moja knjiga, nastane moj nov program, nastanejo slike. Ne, ko nekaj moraš. Okej. Tako da hvala vam za današnjo prisotnost, hvala vam za vso ljubezen, hvala vam za vse vaše odprte srčke. Vadite trenutek zdaj in dihajte. Vedno, ko pride do kakršnekoli situacij, ko vam vašemu umu niso všeč, z dihanjem se vrnete v trenutek zdaj. Nič ni tako, ko mislite, da je. Popolnoma preprosto je. Se vidimo? Drugače pa
tole še bi rada povedala. 10.6. je predavanje v Ljubljani, kjer boste to izkusili. Kjer bomo v popolni tišini. V popolni tišini. In boste dobili samo izkušnjo. Tako da, če še kdo nima karte, tudi veste, ki me najdete. Res vam hvala, čudoviti ste. Enkrat ste. Pa. Hvala za vse. Res hvala. Dio. Pa. Lep večer. Veliko vode pijte, danes ne več jesti, tudi če ste lačni. Lahko pride do kake slabosti. Če je kdo kaj doživlja, mi pa naj na mail napiše, se bom odzvala z veseljem. Ok. Pa. Dio.